Dobrodošli v zadnji letošnji oddaji Ambienti. Lepota. Kdo si jo upa ujeti v definicijo? Človek se jo trudi razumeti in jo opisati že od pamtiveka. In tudi če o njej preberemo vse knjige tega sveta, lahko na koncu še vedno pritrdimo tako preprosti modrosti, kot je vsake oči imajo svojega malarja. Ampak nekaj gotovo drži. Oko lahko tako kot vse ostale čute učimo in vzgojimo. In v oddaji Ambienti smo tudi v tej sezoni z veliko veselja in strasti odpirali oči glede lepega, udobnega in trajnostnega bivanja. Prostornost bivališča je načeloma luksuz, včasih pa nujna potreba. Obiskali smo mlado družino, ki živi v hiši, v kateri tako rekoč ni ovir. V naši oddaji nas poleg estetike zanima tudi nadpovprečna izkušnja bivanja. In primer tega je hiša družine Kronovšek v Savinjski dolini, ki je posebna iz več razlogov. Po izobrazbi ste računalničar. Profesionalno se ukvarjate z razvojem toplotnih črpalk, kar pomeni, da vam je energija blizu. A je tudi to vplivalo na energetsko zasnovo hiše? Ja, sigurno. Sem razvojnik po duši in tudi po profesiji z tega področja. Zato je ta hiša varčna, z precej dobro izolacijo in nizkoenergijska. Imamo ogrevanje s toplotno črpalko, Multi-S, ki izkorišča kar dva toplotna vira, se pravi lahko geotermalno energijo ali toploto okoliškega zraka, glede na to, kaj je v danem trenutku najbolj primerno pa ekonomično. Imamo tudi centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo. V celotni hiši je talno ogrevanje, ki omogoča zelo dobro udobje in tudi enakomerno ogretost vseh prostorov. V poletnem času pa preko toplotne črpalke in konvektorjev tudi omogoča hlajenje prostorov. Po nekaj letih od izgradnje, ko sta opazila, koliko sonca dejansko posrka njuna hiša, sta se zakonca odločila še za vpeljavo sončne elektrarne. Zato so ju spremembe zakonodaje na tem področju še bolj razveselile. Kakšni so tukaj zdaj stroški oziroma kje se pozna sončna energija? Tako, s to shemo pa priključitvijo in izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo je mesečni strošek približno 19 evrov, kar pa pomeni prihranek okrog 1100 do 1200 evrov na leto v primerjavi pred izgradnjo sončne elektrarne. Hiša družine Kronovšek je zelo primerna za izgradnjo elektrarne, saj je del strehe usmerjen proti jugu, kar je z vidika delovanja domače sončne elektrarne najboljša orientacija strehe. Z domačo sončno elektrarno na strehi hiše lahko proizvajamo svojo lastno zeleno električno energijo, ter s tem pokrivamo svoje lastne potrebe oziroma svojo lastno porabo, s čimer se tudi dolgoročno zavarujemo pred višanjem cen dobave električne energije in si s tem kot gospodinjstvu zagotovimo tudi energetsko neodvisnost. Hkrati pripomoremo tudi pri ohranjanju okolja. Samo za informacijo nekje ocenjujemo, da pri gospodu Kronovšku bo njegova domača sončna elektrarna na letnem nivoju pripomogla k zmanjšanju emisij CO2 za več kot 5 ton. To je ekvivalent približno ohranitvi 20 dreves. Investicija v izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo, ki letno proizvede 11.000 kW električne energije, je stala dobrih 11.000 evrov. Prek subvencije so od države dobili 1800 evrov nepovratnih sredstev. Vse tiste, ki skrbi, da prehod na uporabo alternativnih virov energije lahko zakomplicira življenje, bo zanimiva izkušnja našega gostitelja, ki pravi, da je sama izgradnja sončne elektrarne bila ena od lažjih investicij. Priznam, da sem tudi sam bil presenečen, da je celotna izgradnja trajala samo en dan, od namestitve do same priključitve, pa tudi zdaj v dobrih 2 letih, odkar imam elektrarno, lahko rečem, da praktično
ni bilo nobenih posebnih vzdrževalnih del. Najpomembnejša je kvaliteta vgrajenih materialov in montaža na streho ter garancija. Naprimer 10-letno jamstvo na nepuščanje strehe pod elektrarno in dolgoročna garancija sestavnih delov, ki znaša do 25 let. Sončno elektrarno se lahko odplačuje obročno in sicer s 7-letnim brezobrestnim odplačilom ter do 15-letnim potrošniškim kreditiranjem. Pri sončni elektrarni na ključ poskrbijo za izvedbo celotnega postopka, od izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, svetovanja pa vse do priklopa sončne elektrarne na distribucijsko omrežje električne energije. Po montaži pa uredijo tudi zavarovanje, vzdrževanje in daljinski nadzor. V Sloveniji se je za izgradnjo naše sončne elektrarne odločilo že več kot 700 gospodinjstv, kar je jasen pokazatelj, da nam investitorji oziroma te družine zaupajo. Dnevna soba je velikosti blokovskega stanovanja in meri 85 kvadratnih metrov, celo pritličje pa kar 200 kvadratnih metrov. Poleg otrok, dvojčkov Aleksa in Lukasa ter punčke Lane, veliko prostora zaradi uporabe invalidskega vozička potrebuje tudi Bogdan. Zato je bilo glavno vodilo pri gradnji hiše, da so vsi prostori v hiši in tudi vsa okolica prilagojeni in dostopni za invalidski voziček. Katere pa so glavne prilagoditve osebi na invalidskem vozičku? Kaj zahteva taka gradnja oziroma načrtovanje? Glavna stvar je, da je vse čim bolj ravno, da so vrata brez pragov, da so široka vrata, tukaj je svetle odprtine vrat 1 meter. Nekatera izmed vrat so tudi drsna, zato da je lažji vstop v prostor. Dostopen WC, tuš kabina, potem tudi bana. Pa ostalo, kot je recimo v kuhinji, kuhalna plošča, pa podobne stvari, da so dostopne za mene. A to posledično pomeni tudi malo manj pohištva, ne? Tako, vsekakor. Je zaželeno čim manj ovir, kot je pohištvo, tepihi in podobne stvari, ki so kar precejšnja ovira za osebo na invalidskem vozičku. In v ta namen smo tudi naredili en velik predprostor, pred spalnico in kopalnico, kjer imamo velike omare, vgradne omare, kjer imamo praktično shranjene vse stvari. Vaša osnovna ideja je bila, da bi imeli ravno streho, ne? Ja, seveda, želela sva si pritlično hišo zaradi dostopnosti, ker sva potem naredila relativno velik tloris v pritličju. Je posledično zaradi prostorskih aktov, ki zahtevajo relativno velik minimalni naklon strehe, saj je tukaj kmečko okolje, prišlo do tega, da je tudi ostrešje postalo precej veliko in kar nekaj prostorov, ki so trenutno še neizkoriščeni. Ampak posledično je to pomenilo, da je bila potreba po vgradnji dvigala in tudi stopnišča, kar sprva nisva načrtovala. Bogdan, v svoji hiši ste zadovoljni, to se vidi in sliši, ampak vseeno, a bi kakšno stvar, če bi še enkrat delali in naredili drugače? Ja, vsekakor, s časom se marsikaj pokaže. Midva sva računala, da bomo imela vsaj enega otroka, zdaj jih imamo kar 3. Vsekakor bi kakšne otroške prostore sedaj malo prerazporedila in drugače naredila. Ampak to so sladke skrbi, a ne? Sladke skrbi, tako. V nadaljevanju boste izvedeli, kakšne hiše bomo morali graditi v prihodnosti. Predstavili pa vam bomo tudi dih jemajoče prenovljeno stanovanje v Piranu tik ob morju. Kakšne so razlike med pasivno in skoraj nič energijsko hišo? Kakšne hiše bomo gradili v prihodnosti? In kako graditi že sedaj, da nas prihodnost ne bo presenetila? Spremembe prihajajo in za vas smo odgovore poiskali pri strokovnjakih. Gospa Zvrl, kako bi razložili ljudem, kaj je to skoraj nič energijska stavba?
Skoraj nič energijska stavba je postala obveznost z Evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb. In skoraj nič energijska stavba pomeni stavbo, ki je visoko energijsko učinkovita, torej dobra toplotna zaščita ovoja in tako naprej, ki za svoje delovanje potrebuje zelo malo energije in še to energijo v večinskem deležu pokrije z obnovljivimi viri. Je pa tako, da glede na to, da je Evropska direktiva uvedla skoraj nič energijsko hišo, iz tega sledi, da je vsaka država v Evropi morala svojo nacionalno zakonodajo prilagoditi tako, da je to obveznost predpisala. Tudi Slovenija je to naredila in sicer leta 2014 z členom v energetskem zakonu, ki zahteva, da bodo po zaključku leta 2020 morale biti vse nove stavbe grajene v skoraj nič energijskem standardu. To pomeni kaj, da v praksi ne bo mogel zgraditi hiše, ki ne bo ustrezala skoraj nič energijskim standardom? Tako je. Skoraj nič energijski standardi postanejo obveznost in vse nove stavbe bodo morale biti grajene v skladu s temi merili. To pa pomeni v praksi, da je več poudarka na uporabi obnovljivih virov energije, mi pa resnici na ljubo moramo priznati, da že vrsto let pripravljamo trg na to, da se gradi visoko energijsko učinkovite nove stavbe. Če bi pa morali razložiti pojma skoraj nič energijska stavba ali pa pasivna hiša stavba, kje je tlele razlika? Ja, termin pasivne hiše je na našem trgu že kar dobro poznan. V veliki meri tudi zato, ker so ga v preteklih letih podpirale subvencije Ekosklada. Je pa dejstvo, da je izraz pasivna hiša pravzaprav tržni izraz. Uvedel ga je Nemški inštitut za pasivno gradnjo. Ta inštitut je dobro nekako uravnal vse tehnologije, zato da je koncept pasivne hiše za končnega kupca, za investitorja, stroškovno učinkovit. Za pasivno hišo je značilno tudi, da je zelo dobro nadzirana kakovost same tehnologije in pa kakovost izvedbe te hiše. Skoraj nič energijska hiša princip pasivne hiše nadgrajuje. Bistvo skoraj nič energijske hiše je, da mora biti večinski delež energije, ki jo potrebuje stavba za svoje delovanje, zagotovljen iz obnovljivih virov. Gospa Zupančič, kaj vse potrebuje človek, če gradi hišo, da bi pridobil subvencijo Ekosklada? Najprej rabi seveda načrte, rabi gradbeno dovoljenje. Za pridobitev subvencije je treba potem dodatno priložiti recimo PZI načrte, ki mogoče niso bili do zdaj tudi tako splošno uporabljani. PZI načrte arhitekture pa strojnih inštalacij, kar se tiče ogrevanja pa prezračevanja. Dodatna dokumentacija je tudi izračun po PHPP metodologiji, izračun energetskih karakteristik stavbe, s katerim pač dokažemo, da hiša bo v skoraj nič energijskem razredu ali A1 ali 2.1 po energetski izkaznici. In zdaj seveda nas zanima, koliko sredstev pa lahko človek pridobi od Ekosklada? Načeloma do 30% investicij, ampak v bistvu se izkaže, da je investicija majčkeno višja kakor sredstva, ki jih Ekosklad nameni. Ekosklad subvencionira za največ 150 kvadratnih metrov neto ogrevane površine. Višina same subvencije pa potem odvisna od tega, ali smo v A1 ali A2 razredu, se pravi, je naša hiša najbolj energetsko učinkovita ali je malo slabša. In od tega, kakšne gradbene materiale smo uporabili za izolacijo naše hiše. Se pravi, za hišo, ki je zgrajena zelo energetsko učinkovito in ima uporabljene večinoma naravne materiale za izolacijo, lahko pridobimo preko 20.000 evrov, 20.250. Za hišo, ki pa je pretežno izolirana s sintetičnimi materiali in ni tako energetsko učinkovita, pa 9.750 evrov. Ampak kdaj potem lahko človek ta vaš denar dejansko pričakuje? Kdaj ga dobi? Potem, ko investicija je že izvedena. Se pravi, hiša mora biti zgrajena do te mere, da je izolirana, da so vgrajeni sistemi za ogrevanje, za prezračevanje,
da je izmerjena zrakotesnost, fotografirana mora biti, to pošljemo na Ekosklad skupaj z računi, z dokazili, da smo to izvedeli, s podpisi nadzornega, s podpisi izvajalcev in potem nam Ekosklad denar nakaže. S pogledom na morje. To je ena najbolj priljubljenih fraz v turizmu. Kaj pa, če ti sanjski razgled na morje ponuja lastno stanovanje in to v stari ponosni hiši iz leta 1848? In če še povem, da ta hiša stoji tik ob morju v za mnoge najlepšem slovenskem obalnem mestecu Piranu, potem se vse skupaj sliši že kot sanje. Ampak naša ekipa ima pravi nos za točno take stvari. Za konec vas malce peljemo na lepše. Ni malo takih v naši deželi, ki bi radi imeli počitniško stanovanje nad piransko marino. Edini balkon v čudoviti stari hiši, stanovanje pa prenovljeno tako, da smo res v 21. stoletju. Enkratno stanovanje. Palača je uradni naziv stavbe, ki bdi nad piransko marino. Strokovni opis navaja: 4-nadstropna historicistična palača z mezaninom na vrhu, 5-osno glavno fasado, 5 polkrožnih niš, okna, balkon z balustrado. Nad restauriranimi vhodnimi vrati je pritrjena letnica nastanka palače, 1848. Mi bomo vstopili v eno izmed 20 stanovanj v tej palači, prav tisto, ki ima balkon z balustrado. Ko sem prvič stopila noter, je v resnici bilo prahu že v nedogled in trgali so dol stvari, vse je viselo, tako že malo nevarno za hoditi po gradbišču v tem smislu, kjer so me poprašali, kako bi naredili. In ta prostor ima v resnici 2 večja prostora. Umestiti noter program nekih 4 sob je bilo v tem smislu majhen izziv, ni pa ponujalo 10 rešitev. 2 rešitvi sta bili na razpolago in to smo tudi pol izbrali. No. A lahko opišete malo razporeditev prostorov, kateri so in čemu služijo? Imamo en tak daljši hodnik, iz katerega se dostopa do kopalnice, pa do ene otroške sobe, ki nima okna, ker ne more imeti. Stanovanje je vogalno in ima v bistvu vzhodno in južno orientacijo, ampak za prespat, ko en mladostnik pride tiste 6 ur noter, je čisto v redu. Naprej se nadaljuje v en širši prostor, kjer stopite najprej v jedilnico, potem sledi bočno kuhinja in na koncu dnevna. In ta del je bil tak zelo nenavaden. Postaviti kuhinjo med jedilnico in dnevno ni najbolj običajna stvar, ampak tukaj je prišlo to kot tata na mamo, pravilno, tako mora biti, drugače se ne da rešiti. Potem je pa še ta zadnja soba tik pred jedilnico, ki je velika in ima še 2 taki niši. V eni smo pospravili kolesa, eno je garderobna sobca, pa znotraj tega velikega volumna, s to fresko na vrhu, smo umestili kubus v kubusu, se pravi še eno majhno sobo za drugega otroka, kjer lahko tudi ta najstnik prespi. Stanovanje je seveda praktično brez pravih kotov, kar je posledica tega, da je staro skoraj 200 let, 180 let, bajta stoji. Niso pa takrat zelo neki gledali na te prve kote, bolj so se orientirali na organski sistem, ki je že vladal v Piranu in torej, če je ulica tako prišla, je potem tudi hiša tako prišla zazidana. Ne. Tako da pravih kotov res ni. Z mojstri s tem načeloma ni takih problem, ne, danes tehnologijo z laserji se da vse te stvari rešiti in so stvari dejansko tudi v kuhinji, recimo kuhinja ni pod pravim kotom narejena, ampak se pelje z neko logiko, ki ga prostor ponuja. Med posebnostmi tega stanovanja je freska na stropu spalnice. Ja, najmanj od tistega leta, ne vemo natančno, a je bila potem kaj še obnovljena ali ne, ampak mi smo jo pustili intaktno, okrog nje dol zidove smo sanirali, to pa je ostalo popolnoma nedotaknjeno, ker je v dobrem stanju. Par kosov pohištva smo si prav zamislili, da bi jih obdržali take kot en spomenik tistega časa in tistega prostora, ki je takrat obstajal, jedilna miza, portal, vhod, tale, za katero sediva, ki je bila velika dilema, aj pobarvamo, brusimo, rjavo, ne rjavo, katera rjava bo pasala h kateri, in smo se odločili, da gremo v belino, ki je ena taka večna stvar, raje stene pobarvamo, da ta belina potem pade ven s pohištvom. Tudi lepše se do izraza pridejo ornamenti, ki jih ima, ne, kadar je svetla miza, če je zelo temno rjava, ti teh ornamentov niti ne vidiš. Potem je pa še glavni portal, vstop iz hodnika v ta jedilni, bivalni glavni del, ki je tudi ohranjen, zbrušen, urejen, pa eno staro ogledalo. Ob spoštovanju tradicije in ohranitvi nekaterih posebnosti iz preteklosti so lastniki in arhitektka stanovanje opremili s sodobnimi kosi.
kaj je bilo pravzaprav, a je bilo vse razen tega, kar ste omenili, da je ostanek 19. stoletja, vse ostalo je bilo na novo narejeno po meri. Vse na novo narejeno po meri, tle je mizar seveda se izkazal. Ni bilo nekih težav, hitro smo se domenili, razume zgodbo, dosti enostavno je to teklo. Seveda mora biti stanovanje na novo narejeno, kadar ga prenavljamo, ne moramo imeti starodavne kuhinje. Tudi ne gre nekako v duh z ljudmi, ki danes le bivajo. Moramo iti korak naprej s par poudarki iz starega časa. Ali pa recimo, ja, ta novi čas pomeni tudi nova inštalacija. Tle v tem stanovanju seveda so bile glavne inštalacije skoncentrirane na en košček majhen pri kopalnici. Zdaj, kako pripeljati vodo na čist drugi konc stanovanja je bil neke vrste izziv, ampak ne nekaj nemogočega. Skratka, poznamo rešitve. Da se črpalko, v kuhinjskem otoku je črpalka pod odtokom. Drugi del, torej delno sobo je dvignjena iz dveh razlogov. Prvi glavni razlog je bil, da smo delno sobo dvignili za 2 stopnici in s tem dobili iz sedečega položaja pogled na Piransko marino, kar je ključno. V teh 2 stopnicah smo pridobili volumen, kjer smo lahko speljali odtok, da ni bilo potrebno kopati pod nivo tal. Pridemo na steno na drugo stran kuhinje, po steni gor, pod strop, strpovi so strašno visoki, smo si lahko privoščili nekoliko spuščene strpove, že zdaj so več kot 3 metre, 3,70, nekaj smo jih zaprli in potem pod tem spuščenim stropom nadaljnjih 10 metrov do pravega odtoka. Se pravi, če se prav razumemo, voda najprej teče dol in potem jo z črpalko spravite gor pod strop in potem seveda od tam na določeno mesto, kjer teče dol, tako. Zanimivo. Obnova stanovanja ali hiše v Piranu je še bolj zahtevna naloga kot kje drugje v Sloveniji. Gre za obmorsko mesto z ozkimi ulicami, z omejenim dostopom, s parkiriščem izven mestnega območja. Poleg tega je palača naseljena. Ko prvič to slišiš, ni obetavno, ne? Te kar malo mine, kako bomo to prenovo speljali, ampak tam, ker je volja, je pot in tle je bila zelo velika volja in pot je bila jasna. Vsak mojster mora pridobiti dovolilnico, se pravi, lastniki morajo za vsakega mojstra napovedati, kdaj bo hodil, koliko časa bo tlele, pridobiti list in s tem listom imajo vstop. Pridejo pred hišo, imajo toliko prostora, da lahko raztovorijo stvari, potem je treba pa seveda peš lepo gor po stopnicah, v drugo nadstropje. Treba je upoštevati seveda stanovalce, zvečer, zjutraj klasika ne moremo razbijati in delati povzročati hrup. Je pa res, da je tudi na občini se zavedajo, da brez prenov ne bo nič in ni, da so temu neki nenaklonjeni. Seveda izdajo dovolilnico, stvar gre in če se dobro zorganizira, kar so se tlele lastniki samovoljno zelo dobro organizirali, imeli mojstre nekako pravilno nastavljene, torej ta inženiring, ki mi je zelo dobro špilal, nisem bila vpletena, so sami zmogli vse, so mali s foha, po domače povedano, so uspeli v 3 mesecih zaključiti stvar. Naj ponovimo za arhitektko. Kjer je volja, tam je pot. In če je cilj tako lepo počitniško stanovanje na takšni lokaciji, volje pač ne more zmanjkati. Tako se je iztekla še zadnja letošnja oddaja o lepoti bivanja. In ker se izteka tudi leto, vam v imenu vseh, ki ustvarjamo oddajo Ambienti, želim veliko zdravja, uspehov, naj se vam uresniči čim več od vsega, kar si želite, predvsem pa vam želim nasmejano, udobno in sproščeno bivanje med domačimi zidovi. Vidimo se spet v začetku marca, do takrat pa nas spremljajte na www.tvambienti.si in na naši Facebook strani. Za konec pa še nekaj najlepših hiš, stanovanj in vrtov letošnjega leta. Kaj vas zjutraj pri mizi pozdravi? Kava, kakav, otrok svoje glavi. Kaj vas usreči in kaj pomiri? Kaj potolaži, prežene skrbi? Kaj vas navdahne, kaj vas uči, kaj opogumi in kaj spremeni? Kaj vas v mehkobo nežno zavije, kaj luč je, ki sveti, ko sonce se skrije? Kaj vam pomeni vonj cvetja, vonj trave, kaj vnaša v vas občutek narave? Opojni zvok glasbe, vonj po jasminu, topel prsket ognja v kaminu. Kam plašč odložite, ko dan je gotov? Kdaj se zaveste, da prišli ste domov? Kakšen občutek zapretje vrata, v katerem kotu vas postelja čaka? Ob steni stoji star pianino, na mizi pa hrana in dobro vino. Topla odeja, ki v sen vas povabi, luč se ugasne, vse slabo pozabi.
kaj nemo zrcala odsev oznanjuje, ko se nihče v njem ne opazuje. Kaj vas napolni srečo, milino, kaj vašemu bivanju daje širino, kaj da prostoru pridih sentiment, kdaj vi začutite svoj ambient.